Silvika! Silvika, kaj delaš tako dolgo? Oblačim. Prvi dan tajnica na minister. Moram nekako izgledati. No, pridi v kontrolo. Lepa jaz? Silvika. Kaj? Ne čutiš prepiha? Imam krilo, jo? Ja, samo kakšno krilo? Mini krilo. Je bolj mikro, ko mini. Ivančku, ti pozabilo, jaz takšna bila, ko smo mi spoznali se. No, Silvika, daj vidiš, da kuham. In samo takrat si bila ti manjša, pa je bilo tudi krilo daljše. Joj, kaj zdi ti se prekratko? Ja, kaj... Lepo te prosim, Silvika, samo, da se pred Benotom ne boš takole prepogibala. Ivan, prvi dan tajnica na minister sem. Moram se izkazati. Ja, izkazati, ne pa pokazati. To prvi je zjutraj, ki te zbudi, ko bi še spal, se glasno sedi. Pozno po noči ti spat ne pusti, v posteli svoji delovali za tri. To nad dopustov za pošto skrbi. Ti rože zaliva prebajske stvari, to ti posodi jajček ali pa. Vse žiga vrnil, koga ni bilo doma. Lepo je biti sonce, saj nič ne boli. Prijazen je pozdrav in začejo se stvari. Lepo je biti sosed, lepo je biti ti. Ko si v težavah, da si pravi ti. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skoz solze in smeh. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skoz solze in smeh. Lepo je biti sosed. Upam, da Beno ne bo dolgo zadržal me v službo. Ob 7 pride, ne, Tibor? Iz Čakovec. Igen. Kaj tovka na nohte? Kaj le meso za žar? Kako za žar? Ja, za žar, žar, kožar. Žar, kožar. Kaj to neki človek? Ja, ne žar, kožar. Žar, kožar. Ja, rekla sem, žar, kožar. Kaj žar, kožar? Zakaj ponavlja za mano? Za grill, za roštilj, za piknik. A za žar? Jaz mislila, da to neki človek. Žarko, žar, razume? Kje ti peklo meso? V dnevna soba? Ja, na balkonu, kje le? Na balkon. Zvoni. Ivan, ti nor veš. Ja, halo? Meso peklo na balkon. Ja, ne čaknaš, Tibor. Ja, kaj si prišel? Kako misliš, sem prišel? Ja, ni rečeno, da bi moralo letalo pristati ob 7 zvečer. A ne zvečer? A tako? Ja, no, potem pa v momentu pridem. Ja. Servus, Tibor. Kdaj zdaj? Kako?
počakaj nas. Kakšno vreme bilo v Čakovec? Lepo. Ja. No, pridemo, počakaj. Ja, servus. Čakaj, kako misliš ti pridemo? Jaz grem. Jaz obljubila Tibor, da ga počakala. Grem tudi jaz. Ja, ti moraš na ministrstvo. Oj, moj nečak pomembnejši od minister, razume? Jaz mu obljubila, da ga počakala na letališče in zdaj ga počakala na letališče, razume? Saj ga boš videla zvečer. Ne filozofiraj. Gremo. Silvika, ti veš, koliko energije sem jaz vložil v to, da si dobila službo na ministrstvu. Ja, No. poglej. Lahko kdo zamenja me. Ja, pa ne takoj prvi dan. Ravno prvi dan, nem problem. On se ni navadil še na mene. To nem problem potem, ne? Kaj boš pa rekla? Sem šla po nečaka na letališče. Kaj? No, kaj boš rekla, Beno, tu? Rekla, da bolana jaz. Bo videl, da nisi, smo sosedje. Lepo je biti sosed. Že vem. Žuža šla na mesto mene. Ja, tako jaz zdrava, Beno zadovoljen, koza sita, volk pa celi. Ja. Žuža te lahko zavedno nadomesti. Žuža nem taka, ja. Jaz si razložila vse. Povedat. Silvika, pozorn! Ja. Ti dobro veš, da je hotela tudi Žuža postati Benotova tajnica. Naprej. Servus, Žužo. Opa, kak si zrihtana. To zdaj nem pomembno. Kje je Beno? Šel je že. Kako šel? Jaz morala iti z njim. Če bi vedel, da si tako oblečena, bi te ziher počakal. Ne zaporkavaj, Žuža. Pomembne stvari dogajajo se. Poslušaj, klicali so ga, ker je neki krivolovec v gozdu nastavil pasti, pa da jih naj odstrani. No, poslušaj, Žužo, jaz imam problem. Tibor prišel na letališče. Ja, in jaz moram počakati ga na letališče. In? Kako in? Ne moram biti tajnica in na letališče. Ja, nagrivo. Ne, jaz obljubila, da ga počakala, ja? Nočem, da žalosten bil. Veš, kakšno travmo to lahko povzroči. Da, prosim te. Moj oče je zamudil na mojo baleto in ko je končno prišel, je spolno nadlegoval mojo razredničarko. Imaš čisto slučajno občutek, da imam jaz kako travmo? Šta, spolno nadlegoval? Kaj delal? Ščipajo je velička. Aj, to ne mi hudo to. Ne. Ta lička. Ja, to nem dobro. Mamica žalostna bila. Ne, hvala Bogu ni ga videla. Ona je že med kulturnim programom šla nekam s telovadnim učiteljem. Povem ti, Silvika, otroci, to je trpežna sorta, razumeš? Ti bom jaz priskrbel za men, ja bom. Vanessa, si doma? Ja. Ja, no, ja, kako si ti? Dobro, poslušaj me, Vanessa. Rad bi te prosil za eno uslugo. Ja, kako ne moreš, če nisem niti povedal, kaj? Poslušaj, kam greš? V Indijo. Ja, kaj pa imaš tam za iskat? Sebe. Kdaj pa greš? Vanessa, 1. april je šele konec marca. Ja, poslušaj, no, je nujno zelo. Ja, ampak prosim te, Žulja, prosim te, ko Boga, prosim te, bodi tajnica. Ne morem, robo sem dobila, 10 komadov tega moram jo prodati, razumeš? Kaj to je? Teflonske rokavice, 20 evrov za par. Ej, s tem lahko držiš žareče železo. Ko za hec? Zakaj kdo hotel držati žareče železo? Kovač, recimo? Imam idejo.
Ti tajnica, jaz kupila ena rokavica od tebe. Ja, samo... Kaj, samo kaj? Pol bi jih morala kupiti vseh 10. Ja, dobro, 2, 8, 4, 7, 5. 6. Znanja, no. Sedi, izvoli 120 evrov, prosim, pol pa lahko neseš. Nemam denarja zdaj. Dvignila na letališče. Aha. Zaupaš ti mene? Načeloma ne, ampak mi bo Ivo dal. Vidimo se, letim, letališče. Drži se. Servus. Adijo. Naprej! Ja, Silvika, naprej, no! Ja, Silvika, kje te ho... Wow. Žuža! Ko pa ti tu? Se veš, kaj mislim? Moče, kaj s tvojo roko? Ajo, nič. Pasti sem odstranjeval, ko jih je nastavil neki krivolovec. Pa Beno, pa veš, da moraš biti previden, no? Ja, pa saj sem bil previden, samo gliko sem odstranjeval, me je en kreten mogel po telefoni poklicati, pa sem se strznil, pa mi je čosnila, pa zdaj takole imam. Kaj pa ti tu delaš, te vprašam? Bogi, če bi to vedela, bi ti dala rokavice. Imam ene take super rokavice. Počakaj. In zdaj te jaz vprašam, kaj ti delaš tu? Beno, pa ja, ne boš imel teh nagačenih živali na steni, no? Zakaj pa ne? Pa meni je to najlepša dekoracija. Kaki knedl si ti, Mucek? Na ministrstvu si, na ministrstvu za okolje in prostor. To ni lovska koča več. Tu se trudijo zaščititi okolje, ne pa ga iztrebiti. Ja, tu imaš pa malo prav, ja. Samo veš, to je zelo redka vrsta. Divji petelin, rušenec. A ja, kdaj si ga pa vstrelil? Nisem ga strelil. Strela ga je spekla. Zato je tak šekast. Joj, Žuža. To je taka redka vrsta. Zelo redka. Samo tu pa tam jo vidiš. Vidiš, ti imaš srečo, da jo vidiš tu. Zakaj imam občutek, da ti govoriš o najnem spolnem življenju? Dobro je, poslušaj, mi boš končno rekla, zakaj si ti tu, pa če si slučajno kje Silviko videla. Bom Že takoj. zdavnaj bi mogla biti Silvika tu. Ja, bom takoj, samo bi morala najprej... Minister jo hoče videti, da jo pozdravi, pa da jo zaželi dobrodošlico, pa to. Beno, na WC moram. Kje je? Najprej mi povej, kaj delaš tu. Na WC moram. Najprej mi povej. Beno, daj, no, WC! Joj, da mi ne bi slučajno tu prodajala spet te visoko kvalitetne izdelke tvoje. Šlo mi bo, no! Okej, Silvi, ko sem prišla zamenjati, pa daj sama ga bom našla, ti knedl. Dobro, idi, da se mi ne bo slučajno parket dvignil. Žuža, do konca hodnika, pa prva vrata na levo. Joj. Baba. Yes. Dobar dan, Beno tu. Ja, tisti Beno, ja. Ja, glede rogov kličem, ja. Ja, oprostite, ampak s turnirov bi naročilo, ja. Ja, sem gotovo, da že imam take roge, ja. Ne, ni mi jih nabila žena, ja. Ne, adijo. Kreten. Petelinček moj mali, samo malo počakaj, da se Beno lepo razkomoti na tem ministerstvi. Pol bodo pa vsi v pisarnah imeli take velike tiče. Malo bom zluftal. Beno, čau. Vanessa, kako pa ti tu? Počakaj malo. En pust je že mimo, drugi pa še niti blizu ni. Ne razumeš. V Indijo grem. Sem spoznala enega jogija po Facebooku. Me je povabil k sebi. Kako ti v Indiji imajo mogoče boljše jogije kot pri nas? Ja, vse tam ja na slami spijo.
Duhovno se grem napolniti. Veš kaj, ti se meni zdi že itak napolnjena. Saj veš kaj mislim. Dobar dan. Dober dan, ta tvoja kolegica pa kar izpopolnjena. To je moja mrzla sestrična, Pamela. Meni? To je Beno, moj sosed. Pamela, me veseli gospod Segedin. Ja, mene tudi, kako nežno roko imate, ja pa kar Beno mi rečite. Beno. Ja, kako ste to lepo povedali. Ja, pa kako lepo dihate, gor pa dol, gor pa dol. Kaj, Beno? Jaz sem delat prišla. Ja, kako? Nadomestila bom tvojo novo tajnico danes. Silviko? Ja, ona ni mogla, je mogla iti obvezno na letališče, je prišel njen nečak. Kako ni nečak? Joj, pa jaz bom to Silviko vbil, ko pa moja služba. Joj, pa saj samo nečak, kako ti dela tako paniko? Beno, njej je kot sin, ti ne razumeš. Pa kaj se v bistvu sploh sekiraš? Se imaš mene? V bistvu, Pamelo, ona bo pa mene danes zamenjala. Ona bo tvoja tajnica. Je pa Pamela, ja, ona se mi zdi tako primerna, če veš, kaj mislim, ne? Ja, mir daj, no. Vse vam nič ne delam še. Ja, ne, ja. Jaz najhitrejši pica boj v mestu, vozim 200 z mojo malo vespo. Pokličite me, pa dostavim vam na dom vražjo pico špehom, gor pa vržem peperon. Love you too, baby. Zvoni, Servus, jo. si že tukaj. Pica. No pa je vražja. Je. No. Ja, koliko je? Vražja je mal dražja, 8 evrov bo. Ja. Ja, no pa. Sej, pa pusti me za kavo. Aha. Ja. Opa, ploščico vzem, vroča je. Na, daj. Čakaj. Ajde, vidimo. Ja, se vi, Čau. jutri že. Jutri, čau. Adio, adio. No, Tibor, evo, Silvike še ne bo tako kmalo službe, veš. Ja, pa da mi ne padeš skupaj od lakote. Daj, vzemi. Stricivo, kaj je to? Ja, kaj le? Slanina, salama, pa klobasa, pa feferoni. Jo, ti od tega jem sam feferon. Ja, saj vem, da imaš tudi ti rad pekoče. Ne, vegetarijanec sem. Ja. A travico smukamo. A daj, stric, ne zofrkuvli me. Jo samo ne jem mesa zaklanih živali. Ja, ubitih menda ja ne. Se pravi... Ti ni všeč moja mrzla sestrična? Misliš, da ne bo? Ja, mi je všeč, pa niti ni tako mrzla, se mi zdi bolj vroča mi dela. Ali pa čakajte malo. Da ni slučajno to kakva skrita kamera. Joj, spet isti. Čakaj. Beno. Da me slučajno kdo ne snema tu. Dobro, ni nobene kamere. Ne. Kar pridi mala. Čakaj. Št, to je mogoče minister. Ali pa moja žuža. Beno, zrelaksiraj se. Žuža je. On je na vratih ziher minister. Nič, skrit se morata. Gremo. Tak, zdaj pa lepo dol. Dobar dan, šef. Jo, Ištvan, Keroli, Zoltan, Atila, Silvika. Jo, Koga se si ti meni danes na zamenjavo poslala? joj, sem že tu. Žuža rekla, da zamenjala mene in da bo se razložila. Veš, kdo vse... Jo, tiho bodite. Veš, kdo vse te je že danes prišel zamenjati? Kdo?
Vanessa, pa Pamela, njena mrzla sestrična, dobro, to drugo, Pamela, to je bilo vrede. Vanessa, od sestrično? Ja, zato, ko Vanessa gre v Indijo nekoga iskat. Koga že gre iskat? No, nekoga skratka gre iskat. No, jaz kavico skuhala. Ja, fino, tu bi posel ostal, ja. Več kaj. Ja, tak. Tibor prišel s taksijem domov. Ja, ni bilo treba po njega iti. Ivan je zamešalo celo stvar. Ja. Ištenem, kaj s tvojo roko se zgodilo? Ne, nič, zjutraj sem ene pasti divjih lovcev odstranjeval, pa me neki kreten glih takrat poklical, pa čaf, ko me je čosnila, zdaj pa malo to imam, ne. Pol sem pa to past v komajno zabrisal. Oj, Beno, zakaj ne izklopi mobitelko na stavlja post? Ja, no, sej zdaj me več ne bo moto. Zato, ko sem ga fukne, sej veš, kaj mislim, skozi okno. Beno, ti vse fikri skozi okno. Kaj te češ? Mogoče je minister. Dobar dan. Gospodična Katka, ja. Gospodična ministerska tajnica od gospoda ministra, ja. Seveda sem v pisarni, ja. Kaj? Atentat na ministra? Pretres možganov? A nekdo mu je mobilnik v glavo zabrisal? Ja, zdaj raziskujejo, čigavi je GMS. Ja. Hvala lepa, ja. Nasvidenje. Atentat na ministra z mojim GMS-om, z mobilnikom. Adijo, moja služba. Ne, Beno, ne, prosim te. Ne skoči, daj sedni se na kavč. Silvika, ne bom skočil. Kaj to delo, Beno? Oj. Zakaj to delo, Beno? Oj, pa veš, da ne bom skočil, kje te imam cajt? Ja, vredno. Ja. Evo, tak vidiš. Jaz sem vredi, pa ne bom skočil. Ja, samo zdaj pa žara ne bo nič zate. Bomo že rešili na zdravje. Jaj, stricivo, ja ti tak isto alkohola ne pijem. Ne pa vsaj... Ja. A si v kakšni zvezi? Ja. Je tudi vegetarijanka. Ne, prehranjuje se vegansko. Ja, teta Silvika tudi? Ja. Ja, pa sta že imela telesno zbližanje. Daj, stricivo, kaj me te to spituvleš? Ja, kaj le? Ne ješ mesa, ne piješ, ne kadiš, je da vsaj ne špekmeš. Zakaj te ti misliš, ko pravi moški moral piti, jesti biftek in vsak večer seksati? Ja, no pa, kdo pa je rekel vsak večer? Zdaj žganje spijem, ker je dobro za želodec in dušo. Biftek tako jem samo za praznike. Kadim pa mesečno samo enkrat na dan. Kaj pa te seks? Ti izračunaj, Jem put na leto. če je prestopno. Stricivo, časih ti providet, zdaj ne več. Ja, saj, vidiš. Mi je rekla prodajalka v trgovini, da je to model za uspešne in moderne ženske. Ja, saj, potipaj. Ja, ne bi to. Se ne mečka. Ja, ga je razvila
material NASA za astronautke. Ja, če dobro, da mi ga Žuža ni prodala. No pa saj ti Furtov lepo pristoji. Gospod Segedin, Zavadim. Kam moram iti? kje pa čestitam? Z vašo pomočjo smo ujeli šefa krivolovcev. Ne razumem. Ja, prišel je pogledat svoje pasti in če se je kaj ujel. In potem se je sam ujel v tisto pas, ki ste mu jo vi nastavili k majni. Kako zamisljenega šefa imate? Ja, seveda, ja, tako je bilo, ne? Mislil sem, ko če bo mogoče prišel nazaj, ne? Ja, proti lovskemu kriminalu se je treba zoperstaviti z vsemi silami. To je vaša nova tajnica. Ja. Silvijano špi. Katka Podjed, ministrova tajnica. Joj, škoda, da je minister v takem slabem stanju. Tega uspeha bo zelo vesel. Ja, komu še niste povedali? Ne, zdajle se igra s PlayStationom, pa ga nismo smeli motati. Seveda, ja. Povejte mu. Mogoče pa res. Ne, bom ja. Vi, Beno, ste pa res ucile. Že prvi dan na delovnem mestu. Dobro ste začeli. Čestitam. Ja, hvala lepa. Ja. Ko mogoče že vejo, čigav je GMS? Mislim, kdo je ferdirval ministra? Ne, sicer sumijo, da prekmurski separatisti, ampak nič ni še jasnega, ker minister sem nekaj brez veze blebeta. Ja. No, grem zdaj njegovim najbližjim povedati, da se njihovemu soprogu pa očetu blede. Vi pa kar delate dobro naprej, a ne? Gospodična Kotka. Kaj mislite, še dolgo ne bo prišel k sebi? Ja, slab kaže. Zdravniki pravijo, da mu je udaril v center za zdravo presojo, ta pa roko na srce že prej ni bila njegova močnejša točka, a ne? Ja. Bomo videli. Se pravi, bo njegova politična karijera končana, če ostane idiot. Mislim, če ne bo okreval. To sem Pa ne, politik pa ja še lahko. Grem novinarjem povedati, da so mu slepič odstranili. No, nasvidenje, no lepo se majte. Hvala, dio. Nasvidenje, hvala lepa, ja. Kaj si ti, Janor? Še zaprli me bojo. Prvi dan v služba. Zdaj pa ostala brez služba bom. Beno, mogoče pa on ostane idiot. Lepo je biti sosed. Tibor! Ta Silvika! Joj, moj nečakcu, moj. Kako veselo sem, ker prišlo si. Kaký težki dan imela sem v služba. Ampak zelo zanimiv. Veš kaj? Prekmurski teroristi skoraj ubili minister. Ja, potem minister postal idiot in Beno ujel divji lovec. Joj. Je kaj kratkega, kje? Stricu se žganja sobom na balkon, kam mu ne bi ogen zgasno. Upam, da nam ne zažge hišo. Se pohinejo. Silvika, kako hiša, kako služba, že kaj pripogibaš? Ivan, ne mi zivaj me. Jezno sem na Žuža. Ona rekla, da bo prišla, da zamenjala me kot tajnico na minister.
Ampak potem prišli Vaneso in njeno sestrično. Torej si ti poslala Žužo? Jo, Igan. Ivan, ti veš, kdo poslal Vaneso? Res? Grem jaz za žar. Tiborček, kako v šolo? Dobro. Povej ti meni, imaš ti ljubezen svojo? Nekoga imam. Ne bi rekel temu ljubezen. Aha, pa vidva že. O, moj bog, teta. Pa smo skupne, te je to. Joj. Joj, veš, kako dolgo hodilo jaz in tvoj stric preden mi. Ne. Kaj sem hodila, sem jo vozil s Volkswagenom, skoraj 2 tedna. Oj, Ivan, pol leta trajalo preden mene on konkretno poljubil. Ja, to že poljubil, seks pa že po 2 tednih. Ivan, kakšni izgled daješ, Tibor? Joj, veš, kako seks nevarni. Ja, kaj če slučajno pobegne? Kaj potem tebe prošam jaz? Kaj potem? Ja. Kaj potem, če pobegne? Zdravo. O, Benči, Vidim, da se lepo imate. naš Tibor je prišel. Aha, fajn. Da, Rad bi se vam zahvalil, ko ste mi tako lepo organizirali zamenjavo Silvike. Oj, rekla sem že. Jo zmenila z Žužo se da pride. In potem ne vem, zakaj pridi. Prišle Vanesa in sestrično. Strik? Na, host. Ja, sestrična. Pamela je ime. Ko bi ti videl, kakšne velike rjave oči ima, tak je... Kaj? Tak je tečno ko Vanesa. Sam veš, kaj mislim. Zdaj pa še živi v njenem stanovanju. Ja. Zdravo! Ej, ne boste verjeli, kaj se je meni danes zgodilo. O, Tibor, zdravo! Zdravo. Žužo, zakaj ti nisi prišla? Ti rekla, da boš tajnico. Še sem prišla, vprašaj mojega moža. Ja, je prišla. Scat je prišla na ministerstvo. Kaj te ti ni bilo nazaj? Saj sem te klicala. Zakaj se pa nisi javil? Kako bi se najavil, če sem pa svoj GMS zgubil? A zgubil si ga? Ja, zgubil sem ga. Zihar? Ja, ziher, zakaj ti ne bi bilo ziher? Na, tu ga imaš, drugič ga pa ne meče okoli. Ja, pa to je moj telefon, ja, moj je. Ja, eno glavo sem ti rešila. Žuža, čakaj, ti si ga... Ja, jaz. Joj, Žuža, pa ti si taka asica. Ej, Silvika, oprosti, ampak jaz sem res šla tja, da te zamenjam in hvala Bogu, da sem šla, ker če ne bi, bi tak Nedl bil danes že brez službe. Ne, kaj je pa naredil? Kaj je naredil? Atentat na ministra. Stric Beno je prekmurski terorist. Joj, dajte, prosim vas, no, ni čisto tak. Daj, rajši mi povej, Žuža, kako si me ti to rešila? Kak? Šla sem lepo na stranišče in tam so bile ene gospe, ki so nujno rabile moje visoko kvalitetne izdelke. Evo, saj sem vedel. Dobro, no. In sem šla domov po njih in ko se vračam, zagledam pred sabo moškega, ki je ravno takrat dobil telefon direkt v glavo. Joj. Pade po tleh, telefon zvoni na tleh še vedno, jaz svojega izklopim, on je na tleh nekaj zvoniti. In v trenutku mi je bilo jasno, ker je ta bedak, ki je šel ministru vreč telefon v glavo. Beno, zdaj pa jaz tebe vprašam, pa kaj se je tebi čisto zmešalo? Ja, pa dobro, čisto me pa Vanesa pa njena vroča sestrično nadlegovale, no. Pol pa je potrkalo, pa sem mislil, da je minister. Kera vroča sestrična. Ja, dolga zgodba. Žuža, doma ti jo povem. Boš, ja? Samo ne vem pa, kjer od tele mi je pa Vaneso tja naštimalo. Igan, ja. Ivo. Ti? Pa kaj si ti malo... Lepo.
lepo. Najprej me na kolenih prosite, da vzamem Silviko v službo za tajnico. Jaz moram žrtvovati svojo ženo, ki bi tudi rada bila tajnica, povej. Res je. Pol pa že prvi dan ti meni naštimaš na mesto sebe Žužo, ti pa Vaneso. Ona pa svojo sestrično Pamelo, naj bo. Veš kaj, ti lahko rekel hvala nam. Mi zrihtali 2 zamenjava za mene. Harom, D3. No dobro, hvala lepa, samo lahko bi me vsaj telefonično obvestila, ja? Ja, saj sem poskušal, pa kaj je, če je bila prvič takratna linija nedosegljiva, pa drugič je bila zasedena, kaj tretjič, pa je nekdo dvignil slušalko, pa se je nekaj zadrlo in je odložil. Kaj. A ti si bil? Ja, pa kaj me te kličeš, ko odstranjujem pasti? Ja, lahko bi mi Ben strgal celo roko. Oprosti, Beno. Meni se zdi, da se neka kure. Ivan, meso za žar! Daj nekaj! Dajte mi nekaj novega! Nemo, rokavica teflonska! Lepo je biti sosed. Nečudno, ko gori. Stric Ivo je žganjem zalivo. Kaj se eno še vždan. Ja. Čakaj, to lepo ga se... Ne. Žuža, ja odkdaj pa telefon gori? O, to je pa čudno. Tu v reklamnem materialu piše, da so te rokavice 100% negorljive. Poglej, bova midva reklamirala, ni problema, Ivo. Ja. Smrdi to. Silvika, da mi nikoli več ne kupiš visoko kvalitetnih izdelkov od te dotične gospodične. Kje so vsi? Ko prideš? A ja, si že prišla? Benotova tajnica bom. Ti si prav želiš, da bi te nekdo vrgel z tvoje nove službe, ne? Če imam ta prozorna bluzico, ne, brez to, potem Beno ne mogel skoncentrirati se. Ne bi bil seksi se tu malo požuliti. Tajno Žuža pa ne morem v službi, no pa kaj ti je danes, prosim te? Imam občutek, da je zdaj Beno gospod glavni. Tebi se vedno seksa, ko je 11 metrov. Jaz hočem otroka. Silvika! Pipika moja! Vsaki dan nova frizur, vsaki dan nova lečo. Jaz nemam lečo. A jaz pa imam lahko 10 let iste hlače, pa so še čisto v redu. Ona je zdaj dilerka, veš? Dosti proda. Kokain ali samo travo? Reklo Beno, da ti prišla kot tajnica. Čakaj malo, s takimi hlačami si na ministrstvo prišel. Lahko bi se malo zrihto. Počakaj, no, nimam prostora. Se pri tebi drugače sliši. Jaz ti bom pa te čas... Jaz ti bom pa te čas poslo pripravo. Žuža, ti boš spala z ljubica od Benota visa postelja. Kaj? Ko? Ne pas, ne pas! Ne pas! Ne pas!